Večer uživa, vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Naša gostja je magistrica znanosti z področja računalništva in informatike. Zadnje leta jo poznamo kot ustanoviteljica fundacije Login5 Foundation, je učiteljica tehnik manifestiranja, večina pa jo pozna kot najbogatejšo Slovenko. Danes jo bomo spoznali v vlogi učiteljice manifestiranja. Če vas torej zanima, kako zavestno ustvarjati svojo realnost, torej kako manifestirati želeno, ostanite v najini družbi. Dobrodošla, Iza Login. Gospa Iza Login, dobrodošla. Dobrodošla. Kako ste? Super, hvala. Tudi, hvala. Zdaj sploh po vašem predavanju. Naj povem našim poslušalcem in gledalcem, da ste ravno kar predavali na o temi manifestiranja na maratonu pozitivne psihologije tukaj v Mariboru. Kako vzdušje, kakšni smo Štajerci? Pa tihi, bom rekla. A res? Ste bili presenečeni? Ja, jaz sem pričakovala, da bo kakšno vprašanje. Da bi vsak kdo rekel, da se ne strinja. Se ne vem, da bi rekel, da se kaj naredi. Ker včasih je kakšna tema vsem taka, da ima zbode, pa da reče, jaz se ne strinjam s tem. Prvo kar tišina. Veste, kaj to lahko pomeni, da ste odlično predavali, da ni bilo pod vprašanj, ker je bilo res izčrpno. Okay. In jaz sem rekla, da jaz bi rada, da še zdaj to vsem, ki več niso bili na tem predavanju, da to temo prenesejo preko tega našega podcasta. Danes me boste zanimali predvsem kot sem rekla, učiteljica tehnike manifestiranja. Kako ste rekli, manifestiranje pomeni zavestno ustvarjati? Ja, zavestno kreirati svojo realnost. Svoje realnosti. Pa v bistvu mi to ves čas počnemo. Ja, ves čas vse si v bistvu skreiramo sami. Ampak mi se moramo te tehnike naučiti zakaj? Zato, ker tehnike se moramo naučiti zato, da tisto, kar delamo lahko zavestno, se pravi takrat, tistih par procentov, ki smo lahko zavestni, da si skreiramo tisto, kar si želimo. Da ne prepuščamo naključju. Se pravi, mi zavestno kreiramo, koliko so bile številke 3%, ne? Se pravi, 97% mi kreiramo nezavedno, oziroma ne? In to se da spremeniti. Se pravi, da se ta odstotek lahko na eni strani manjša, pa se pravi, da se veča na odstotek na strani zavestno. Ja, ne sicer drastično, ne zato, ker tudi kreiramo, ko spimo. Ja, ko spimo in takrat tistega sigurno ne bomo mogli spremeniti. Ampak vsaj, če ozdravimo omejujoče prepričanje v svoji podzavesti, potem nam ne bo podzavest delala kontra, se pravi, ustvarjala situacij, ki nam niso ljube. Ker ustvarjala jih pa zato, da nam pokaže te boleče točke, na tem je poanta. Da nam pokaže ta omejujoča prepričanja, bolečine, travme, vzorce, ki jih skrivamo vse. Na ta način pokaže, da jih lahko zdravimo. In kako zdravimo, lažje, kot če recimo bi bilo enkrat vse zdravljeno, ne bi bilo negativnih zadev s tem, da jaz mislim, da kar nekako lahko zdravimo kar do konca življenja. Ni to tako, da je to enoletni projekt, pa boš celo podzavest počiščen. To je življenjski proces, ne? Tako. In da se te boleče točke, ko ste rekli, osvetlijo, ne z namenom, da bi nas mučile, ko večina se preda temu, verjetno temu, kako rečem, temu vlogi neke žrtve, nemočne, ampak zato, da nam pokaže, da lahko spreminjamo svojo realnost, tudi manifestiramo želeno. To je opisno najslajši del. Ja. In vi ste res predstavljali, mislim, zdaj tak slikovito, skoncentrirano, zelo jasno, kako rečem, te postopke zavestnega manifestiranja, želenega. Kaj je potrebno v bistvu? Kaj je potrebno za učinkovito manifestacijo želenega? Ta prvi najbolj osnovni korak je jasno postavljen cilj. S čim več detajlov. To pomeni, če si jaz manifestiram hišo, potem ne rečem Lego hišo, ampak rečem recimo hišo s 3 spalnicami, 2 kopalnicami, na robu gozda, hiša ima roza fasado, črno streho, pred hišo nadstrešek, lesen za avto. Več detajlov damo, ker tako vidimo, lahko se vizualiziramo in jo pišemo, bolje v bistvu cilj
natančno določen, bolj jasno in natančno bo tudi dosežen, se pravi dostavljen. Omenili ste, da je zelo pomembno, da se mi to samo zamislimo, nekje mentalno v glavi, da mi te cilje natančno opredelimo tako, da jih zapišemo. Ja. Zakaj to najboljše? Ja. Tako po nekih teorijah pravi, da ko človek razmišlja, ko si nekaj zaželi, ko reče, jaz bi jagode, malo banaliziram. Se pravi. Jaz bi jagode, je to 30% manifestacije narejene. Ko rečem, je 40%. Ko pa napišem, je pa 50%. Se pravi, 50% je dejansko že narejenega, ko napišem. Pa ti cilji, a morajo biti, zdaj se spet tukaj ujamemo, verjetno v vzorce in prepričanja, kdo bi rekel, si bo zapisal realne cilje, take, ki jih lahko dosežemo, glede na način življenja, ki ga imamo. Ja. Ali lahko gremo preko tega, v smislu domišljiji, mar se da domišljiji prosto pot, vse je možno. Točno to. Če ti je zamisljivo tisto, jaz rečem realne, a zamisljive cilje. Recimo, da jaz sem zdaj hodim v službo in imam plačo 2000 evrov in iščem novo službo in hočem tudi višjo plačo. A je meni zamisljiva plača 7000 evrov? Nič, mi ni zamisljiva in da. A mi je 3? Ja, mi je sicer, to bi bilo pa res super in ne vem, če lahko, ampak mi je zamisljivo. 3000 evrov pa mi jaz lahko plačam. Nekdo ima pa 5, pa me to čisto normalno, pa mi jaz sedim. To ne pomeni tisto, da je realno, ampak vsaj zamisljivo mi mora biti. Zelo pomembno. In iskren biti do sebe, ali je to res zamisljivo. Ker lahko je tudi lažje. To čutiš, ne? Ja, samo moraš biti iskren. Nismo naučili, ko smo bili pa majhni, so nas pa naučili tudi tega, da nismo iskreni. Da se tudi tega treba naučiti. Da se zamikamo, ne? Ja. Zdaj cilje imamo, recimo, postavljene, kaj pa potem, da smo se zamislili, smo jih dokaj natančno določili, recimo, da smo jih tudi zapisali, da so realni in zamisljivi, kot smo rekli. Tukaj ravno še strast. Smo rekli? Ja, strast. Strast je ta, jaz rečem, elektrika, ki omogoči, da se ta cilj sploh zgodi. Strast je tisto, bi rekel, ne želja, ampak volja, da se to zgodi. Tisto navdušenje, ki ga čutiš, ki bi to menil. In tudi navdušenje, ki ga čutiš, ko bi to delal, ko na poti do tega cilja. Ne samo tako, jaz bi imel hišo, ampak ne bi nič naredil za to. V hiši bi mi bilo pa fulfino. Tako da ta del, tisto, ker če si nečesa res želiš srčno, potem ti ni problem delati za ta cilj. In to je strast. Strast pravno. Če ni strasti, ne bo cilj dosežen, ker to je elektrika. Potem je treba spustiti, ne se oklepati tega, kot rečemo, ali odpija razplota, ali kot jaz včasih rečem kot klop, ker se ti zapič noter v kožo, spustiti stvar, da rečeš, ok, zdaj to bo, zdaj pa gremo v delo. In če se ugotoviš, da je ta strah, odpihneš, probaš poiskati, zakaj se pojavlja strah, zakaj ni strah, to so potlej že lahko blokade, to je to, potem pa akcija, potem je pa treba delati. Prej smo tudi slišali, kaj je to fokusirano delo, da se sfokusiramo, bolj sfokusirani smo, bližje smo cilju. Ker v bistvu fokusirano delo povzroča učinkovitost. Ja, sej. Boji prinesli učinkovitost. Ampak zdaj, tukaj sta dva taka momenta, ki se večina ljudi verjetno, sama kaj rečem, recept ali postopki, točke manifestacije so zelo preprosti. Se pa zatikamo, pa vendar večina ljudi ne manifestira želenega. In zdaj, če se ustavimo, tukaj smo rekli sicer strast. Strast, ampak greva zelo blizu, ko imaš neko strast, da boš uresničil nek cilj, zelo blizu je pa potem tudi strah in to prepuščanje kot ste videli. In se tu zatakne. Pa strast preide, jo je v tisti strah in strah zablokira. Tako. In se je treba naučiti, kako lahko spustiš. Tako fino, da se naučiš na takih manifestacijah malih, ki ti niso življenjsko pomembne. Recimo, ne vem, parkirišče. Vsi znamo navedeti parkirišče, vsi manifestiramo, nekdo prosanja, nekdo manifestira. Pa
parkirišče ravno, ko grem na koncert, kaj bo šlo, ne? To zna vsak. Če ga ne bo, se bom pa 10 minut okrog vozila, ne? Ampak vem, da ga bom dobila. Nekje bom že parkirala. Jaz sem enkrat, ko je bila v Ljubljani v Stožicah koncert, je bila taka gužva, da sem v BTC-ju parkirala, pa še s taksijem v Stožicah, ampak sem parkirala. Pri življenjsko pomembnih zadevah, pa predvsem, če so eksistenčne narave, takrat pa ljudi velikrat zagrab strah. In se treba na manjših primerih učiti, vidiš, kako spustiš, kako zaupaš, pa lažje, pa gre v stvari. Vi ste se tudi na manjših, vi to zdaj raziskujete, tako 15 let ste? Ja, jaz sem to se prav tako trenirala, iskala primere z vsemi temi zadevami in ker veliko stvari pa zdaj težko povedati. Strast je že težko pisati, to kako spustiti je pa najtežje pisati. Kako spustiti. To vidiš potem, ko ti manifestacija uspe, a sem tukaj spustil, ja, potem ti ne uspe, a ne, tukaj pa nisem, ne. Tukaj sem si pa res želel, ne, kaj pa bo, če ne bo. Ne, moram, ne, s tem blokiram, ne, bo prej. In na teh primerih, to sem hotela reči, na teh primerih, ko ti uspe, pa ko ti ne uspe, dobiš ta občutek, kako se počutiš, ko spustiš. Ne, ta občutek je pomemben. Tega ne znam z besedo pisati, z besedami, da bi se lahko nekdo naučil. To se mora vsak sam. Mislim, se moraš testirati, ne, da potem vidiš, kak je umovjen, da ga potem... Ja, marginalizirati, ne, manifestacije, ki so uspele marginalizirati. Pa bo reče, jaz pa ne znam manifestirati, pa sem si tudi sponzorski avto, pa ne vem kaj, in začel zrak. Nekaj, si manifestiral. Samo nisi zavestno rekel, zdaj si bom pa zmanifestiral avto, ampak pač prišla ideja, rabim sponzorski avto. In ker si vedel, da to sploh ni noben problem, si ga dobil. Rabiš ga pa za vso opremo, ne vem, zvočnike, mikrofone, glasbene inštrumente, voziti sabo. Ja, pa to je seveda ni bilo tako, vsi manifestiramo ves čas. Samo lahko še boš, da je še, kaj se lepš. Gospa Iza, uspešnost manifestacije, se pravi zavestnega ustvarjanja želenega, je tudi, da že občutimo, oziroma da gremo v stanje že uresničene želje. Ja, da gremo občutiti, tudi ko pišemo, vedno pišemo v tem smislu, hvala, da imam, hvala, da sem, ne? Če je to nova služba, hvala, da imam tako in tako službo. In ko gremo recimo meditacijo, v ta stanje zavesti recimo, se postavimo občutek, kot da to že imam. Ker ko prosimo, če jaz vas prosim, a mi daste ta svinčnik, mi ga lahko daste ali pa ne. Če pa se še hvala, da imam ta svinčnika, ne, je pa že skratko, kot da bi ga izpravzela. To je ta razlika, ki jo v bistvu dajemo svoji podzavesti. Občutek, da to že imamo. To je veliko krat najtežje, ravno zato, ker je želja in... Mislim, da občutek ni toliko težek. Večji problem se pojavlja, recimo, ko mi pogledamo ta občutek, kako bi imel. Recimo, avto je taka najbolj banalna stvar, ne? Pa če jaz bi imela, recimo, ne vem, rdečega Renault-Clio, si jaz lahko predstavljam, da sem rdeči, kako se počutim super, pritisnem na volan, kakšna zunanja, sem notranjost črna, bež, ne? In tako naprej. A je avtomatika, je za predstavljati. In pogledam občutke. In če sem iskrena, lahko najdem tudi občutke, ki niso v redu. Tisto je pomembno. Nekaj, ki so dobri, super. Sam rečem, uživam, ne? In ta avto že, tako, če zdaj malo pretiravam, že na poti k meni. Če pa nisem, ne zaslužim si takega avta. Nisem vredna takega avta. Kaj bodo pa sosedje rekli, če pridem s takim avtom? To so pa vse blokade. Blokatorji, ne? In takrat so pa te blokade lahko zelo, hitro so tako velike, da v bistvu blokirajo celotno manifestacijo. In v bistvu te jo preprečujejo blokade, ne? Ja, to je pa tisto, če nas je strah, ampak se strah tudi temelji na blokade. Strah tudi izvira iz teh negativnih prepričanj podzavesti. Kako pa mi lahko, ne da bi popravljali ta prepričanje, mi moramo enostavno spremeniti oziroma nadomestiti z novimi? Ja, v bistvu jaz temu rečem zdravljenje. Ja. Je pa v bistvu, če spet poenostavno se reče, da jih zamenjam. Nek negativni vzorec
zamenjamo s pozitivnim. Zdaj greva mogoče konkretno malo na vas, vi osebno ste imeli, ste prepoznavali, ko ste manifestirali in se sploh ukvarjali s tem, prepoznavali pri sebi osebno veliko teh blokad oziroma teh vzorcev? Ste imeli... Ne. Jaz prav pri sami manifestaciji jih nisem zaznala. Ampak imam pa tudi jaz, a ne, to imamo vsi prednikov podedovane, v tem življenju prededovane negativne občutke. In tudi jaz imam to v bistvu zavest pri sebi in zdrav. Zato ker takrat, ko te zadeve pridejo na površje, takrat se enostavno ne počutiš dobro in se želiš to pozdraviti. Da bi pa prav direktno z manifestacijami, ne vem, če se je tako edino kaj pojavil, ko sem na predavanju povedala, da se mi kaj zgodi, ali pa to, kar ste rekli, ta viroza, zakaj se mi je ta viroza zgodila. Ali pa prejšnji mesec sem se izvedela gležen prvič v življenju, zakaj zdaj je to. Za novo vsi vemo, da so strah pred prihodnostjo. Ok, če sem jih zdaj strah. Ker se nisem zavedala, ni bilo nekaj jasne ideje o nečem prihodnosti, se to ni bil nek smrtonosen strah, ampak ena mala stvar. In če jo ne zaznaš, ko se pojavi tako v mislih, ker ljudje hitimo vsak dan in premalo teh zadev, teh impulzov janemo, se potem lahko pojavi na fizičnem življenju. Noga, ne vem, nekaj se razbije, nekaj se ne zgodi, karkoli. Kako pa je spreminjati to je verjetno najtežje, najbolj bistveno, hkrati najbolj bistveno, korenito spreminjati ta prepričanja? Mislim najtežje. Boleče? Ne, boleče ni zato, ker veš, da traja samo par minut tisto, kar je najbolj boleče. Zdaj, če pač celo življenje nisi tega dela, nekaj te življenje tudi samo začne, bodimo iskreni. Tudi tisti, ki se ne ukvarja z zavestnostjo in nekaj že moramo narediti, ker če ne te življenje, toliko kleše, da to spremeniš. Potem je pa tako v bistvu, da to delajo sposobni terapeuti. In prvič vidiš, da je to par minut zaboli in veš, da spusti in da naslednjič si v bistvu vse želiš priti do te bolečine, tu potegniti van, to bi rekel, tako kaj spod klere zemlje in iti naprej. Je pa v bistvu težko najti dobro terapeuta, ki to znajo, to se postredi. To je največji problem. Sam pa ne moreš tega vedeti. Nekatere stvari lahko sami, zelo veliko sami na sebi nabijo, sicer je pa to težko. Prav te korenske prepričanja dela. Drugače, veliko stvari lahko ljudi sami naredimo, z meditacijo, z pozitivnimi afirmacijami, z pozitivnimi mislimi in tako naprej. Ampak včasih pa pač ne gre. Na zdravi osnovi, če so zdravi temelji, je vse lahko, to lahko sami naredimo, sicer je pa, to ste lepo pa iskreno povedali, prav, da se poišče pomoč dobrega strokovnjaka. Točno to. Vi pri vas, dobila sem občutek, pa dejstvo je, da cela družina živi s temi manifestacijami, da niste vi edina, ki se v tem družini ukvarja, tudi vaš soprog, kako otroka tudi, vsi ste v tem. To... Vaš način življenja, ne? Ne, pa se vidiš, recimo en tak primerček, ker sem šli na potovanje na Islandijo, in smo šli z avtom, to pomeni s trajektom greš na Dansko in potem je šel trajekt, da se je pobral, spela na Varške otoke, da spustil tam za 2 dni, šel po potnike, še ostale na Norveško, pa še nazaj nas naložil naprej, da spele na Islandijo. In vremenska, Varške otoki so zelo lepi. To je res, to je tako, kot bi rekel, same male gorenjske, izreči gorenjke. Tam domače. Kot same blede stavne. In vremenska napoved zelo slaba. In jaz rečem, a bomo mi kaj vreme manifestirali, ne? In tako, pa so se vsi mislili, da že to mama, ne? In mama ni. Mama je rekla, prav, pa nič, zakaj bi sem jaz. In je bil daš to dan, tako lilaviška. In zvečer smo vsi sedeli za mizo in manifestirali. Z tega ne delam več, zato ker pravim, je to postavljanje nad naravo, nad Boga.
tega res ne delam več, ampak nismo med naslednji dan olupno v oblaku in sonce, ki je šel pred nami. In tu nekaj slovenskih potniki so bili še na tem trajektu, so rekli, da so me 3 dni skozi drž. So me sam prvi dan, od takrat naprej ne reči, bil veter, je bilo oblačen, ampak ni bilo drža. In potem na Islandiji, skozi lepo vreme, in sem rekla, jaz se kopat v te vroče vrece, ne bom šla, ker pri 4 stopinjah, jaz v kopalki se ne bom napravljala, ker bom umrla. Mi smo imeli 27 stopinj, prvič v zgodovini Reykjavika. To ste pa res? A ne, kolektivno? Ampak ta že ima taka stopinja. Ja. Ampak to hočem reči, da pri takih stvarih, ko dobiš potrditve, pa ki so že malo na meji verjetnega, čeprav so v bistvu čisto verjetno, samo državno bilo pa lepo vreme bilo. Takrat potem začneš reči, zakaj ne bi tega uporabil. Zakaj ne bi tega uporabil, če ti deluje? Je pa tako, ni pa tisto, da bi si pa mi zdaj zmanifestirali vsako minuto v svojem življenju, ker to bi bilo bolj. Tudi ni namen, verjetno. Ne. Celotnega koncepta življenja. Ja, je fino malo presenečen, pa malo zabave, pa malo radosti. Ja, se vidi. Včasih pa se malo novo zveč. Pa tudi to ste omenili na predavanju, ta vaš, da rečemo, ritual vsakoletni z družino. Za novo leto. Zdaj ni novoletni čas. No, dajte nam še to zaupati. V bistvu jaz vsako leto pred silvestrovim večerom, ponavadi pa to vsem silvestrski večer napišem manifestacijo, se pravi cilje za naslednjo leto na en listek. Začnem hvala, da imam leto napisala, hvala, da imam leto 2020 in potem pa ne. In potem ga tudi nosim celo leto sabo v denarnici, ko nisem prijavljena, res vsakeč ga imam v denarnici sabo celo leto. Cilje. In potem ta mali ritualček, ki ga pa delamo že 25 let, da damo v rdeče spodnjice. In ta listek z manifestacijo v žep in ko tisto 3, 2, 1, nič se skoči v novo leto, pač z vsemi temi cilji napisani. Kar je zanimivost, ker sem tudi povedala, je da ponavadi, ker te cilje, čeprav so visoko zastavljene, ker ljudje si radi zastavimo večkrat čez. Ja, mače sebe, ne? Ampak še zanesljivo. Zanesljivo, to pa rekli. Je to poleti, juni, juli, vse že spomnimo, kakšni mogoče še ne, ampak večine spomnimo. No, zdaj me bo za 2 stvari, da ne bom pozabila, kar ste mi dali tako fajne istočnice. Prvo, zakaj rdeče hlačemo tukaj zvezi s prizemitvijo, oziroma s to čakra poresko? Ja, jaz sem ne spomnim več, kdo mi to sploh povedal. Ampak to je drugače kot to. Rdeča barva je barva prizemitve in ko imamo mi cilj, je cilj v bistvu zgoraj, se pravi na kronski, potem ga pa treba prizemljiti. Skozi akcijo in v končni fazi tudi skozi odprto korensko čakro. In to je to. Ja. Ampak pri nas je to tako, tudi če nismo skupaj, če vsak na svojem koncu sveta nastavi hlaček poveže. Kot družina. Tako da v tem smislu. Zdaj sem rekla, jaz prav na te večje hlačke pa naskop ne polagam neke velike teže. Mislim, da je bolj pomembno, da prav definiramo cilj in da potem akcija, strast in delamo, da dosežemo te cilje. Sam še vedno vsako leto naprej. Krasno. To si je dobro zapomniti. Pa ukradi, ne? Ja. Vse dovolite. Ja, sigurno. Gospa Iza, rekli ste, zdaj pa druga istočnica, da so potem ti cilji že nekako zrealizirani do junija, do sred leta. Ja. Kako pomemben je čas pri manifestaciji oziroma pri določanju ciljev? Kako pomemben se pravi segment časa, ko želimo uresničiti želje? Čas je v bistvu relativno zelo nepomemben in tega načeloma sploh ne bi pisali pri manifestaciji. Zdaj govorimo na pravila iz same tehnike. Bolj je treba paziti na te zadeve. Recimo, manifestiramo svojo idealno težo. Jaz napišem hvala, da v naslednjih 2 mesecih skušam 2 kilograma. Vi pa napišete, hvala, da je moja idealna teža na 55 kilogramov. Vi boste uspela, jaz pa največ ne. Zakaj? Zato, ker jaz sem napisala, da v naslednjih 2 mesecih skušam 2 kilograma. Danes je to manifestacija. Jutri je 2 meseca, čez 1 mesec je še isto. V naslednjih 2 mesecih za 2 kilograma. Čez 2 meseca
je moja manifestacija še vedno v naslednjih 2 mesecih za Zamika. Tako. In to imate napisati, hvala, da bi moja idealna teža 55 kg. In ne samo idealna teža, ker če napišete idealna teža, lahko rečemo temu univerzum, vir življenja, kako to ima. Če pa si to idealna teža, si zdrav, ne? Če si jaz želim dejansko imeti neko težo, če zdaj zbanalizirala primer, napišem lahko kilogram. Jaz se točno še vse učim take stvari, da se igramo za dele, ne? Ker sem imela ogromno let idealna teža, zdravo telo, telovadno in tako naprej, potem pa enostavno bi jaz pa sem imela manj. Čeprav ni bilo nič narobe, nobenega ni gotil, niti meni, niti nič, ampak imela bi te mene par klicna. Pa napišem tisto težo, tisto leto, ko šlo do. Ja. Eksperiment. Joj. Vedno novega. Ja, vedno. Preverite, ne? Vedno. Vse preverite. Ja. Kaj pa recimo, to mi je ostalo, že ne vem, nekje sem prebrala, pa mislim, da tudi prej ste to omenili, pri vaši poslovni zgodbi, je pa imel čas tu eno pomembno vlogo. Ja. Tukaj je v bistvu tako. Zato pa jaz pravim, da zelo narada govorim, kaj so pravila manifestiranja, ker se ljudje potle zapičejo in potem dejansko, če pa njih ne bi delovala, bodo pokor najedno začela delovati zaradi tega v bistvu inception, da mu jaz vsadim vzorc, ne. Ja, seveda daš več do konca leta, do takrat, če je to tako. Samo včasih se pa s tem zablokiraš, lahko bi imel že prej, ne. Zato takrat rekla 5 plus 2, 7 let, mogoče bi pa lahko to 3 leti naredil, samo na začetku ni bilo zamisljivo. Tako da v bistvu zelo pazi treba, kaj si želimo, pa kako potem odpustiti čim bolj odprte možnosti. Ne rabimo si mi sploh velikokrat nas blokira zamisel o tem, kako bomo mi, če govorim iz lastne izkušnje, ker jaz tudi to zelo prakticiram, vse te razne metode in te zadeve me zelo zanimajo in raziskujem. Največkrat me zablokira to, ker želim predvideti način. Točno to, pot, kako do tega in tako, mislim, konc. Lahko reč po poti, sami ponovati. Najdaljša pa najtežja, najbolj strmo. Ja, če se prepustiš in po drugi strani pa treba vedeti, pa treba še vedno vse narediti. Absolutno, akcija je pomembna, ne? Vse to smo tudi. Ja, samo kakšen način, da se ne zablokiramo. Jaz še, ko se po cesti pelje, pa vem, da imam 2 možnosti, ko sem na križišču, po kjer gre. Na kak način se odločite, recimo? Po občutku. Jaz po isto. Ja, po občutku, ker je nekako v trenutku, te čeprav ponavadi ne greš, kar nekako danes pa je ta lepša nekako, ne? To je tisto, ko je neopisljivo, ko se rekli so pristrani, niso pri načinu, kako ga postiš, ne? Smisla, če mogoče zelo zna to povedati. Ne, jaz tisto, pokateri poti danes po tega v redu super. Pa počasi še novnito drugi, ki ne sreča, pa bi stala v vrst, pa je tako. Pa se izognam, pa sploh ne vem, ne. Tako da včasih grem pa kakšni taki res poti tako, bi rekel, izkranja v glavo, ker gremo vedno po avtocesti in včasih grem po stari cesti. Pa ne veš, zakaj si se odločil, da si šel, ampak si meni recimo, zdaj, če lahko jaz tukaj noter, mislim, tak mi pač uleti preblisk, da recimo počasi ne vem, za kako, ker imaš več možnosti in tehtaš, katera je bila boljša. In si rečem, tista, prek tem pade breme. Po tem filmu. In vem, in bolj sploh več ne razmišljam. In je najboljše. Najbolj preproste, najbolj preprosti načini, ko bi rekel celo kmečka pamet ti, oziroma ne? Ja, točno to. Gospa Iza, kaj pa rekli ste, naj nam ne bo cilj manifestacije denar? Ja. Zakaj ne? Zato, ker denar je v bistvu samo umestna valuta. Med našo energijo. Mi, ker nekaj naredimo, dobimo za to denar. Ali delamo v službi, ali nekaj delamo pa prodajamo, ali ne vem, pletemo polovoje, ali gojimo krompir. Zdaj, da ne bi šli s krompirjem kupiti avto, imamo umestno valuto. Krompir kupi nekdo, ko ga rabi, dobimo denar in gremo kupiti avto. In v denarju ni neke strasti. Ljudje si sicer želijo imeti denar, zato da si pokrijejo neke strahove, občutke varnosti in tako naprej. Tisti je tako že blokada, to smo že prej govorili o vzorcih. To se pravi, tega ni. Če si pa jaz denar nekaj želim kupiti, nekam jati, nekaj podoživeti, na koncert, kako, potem pa tisto manifestiram, ker tele strast.
tam zažarimo. Ne? Tako da je v bistvu bolj čisto denar, se ne rečem, da se ga ne da, spet nočem postavljati omejitve, ampak veliko boljše manifestirati tisto, za kar bomo denar porabili. Pa da je tam strast. Najbolj pomembno, to bi lahko rekli počrpano delovanje, bivanje nasploh v življenju, ne? Ne samo pri delu, tudi pri bivanju. Tako, isto. Vse to ni delo, bivanje, to je življenje. Tako, se vse prepleta. Mi smo še zelo navajeni ločiti delo od užitka oziroma življenja, te koncepte še težko pomešamo, ne? To so vzorci. Ja, ta work-life balance. Tako. Work je trpljenje, life je pa uživanje. Zdaj moramo balans med tem najti. To je prosto važno. Ta način. V bistvu treba živeti vse čas, tudi delati stvari tako. Vi živite tako? Ja, sej pa mi pa reče, zato ker imaš toliko denarja, da to lahko. Ne, jaz sem tudi prej. Mi smo imeli, ko smo se preselili v svojo hišo, v škatle so bila mare, jogi so bili na tleh, pa ne bilo čisto isto finančnost. Ja, je bil nek eksistenčni, ne bomo rekli strah, ampak odgovornost, vedno, na katere bo treba padati. Ampak kaj pa danes? Vse se lahko tudi finančni sistem sesuje, pa bom brez denarja. Ni to zdaj neki denar, na denar dajemo prevelik pomen denarja dajemo ljudi. Ja, če ga nimaš, če ni za jesti, če ni za živeti, je sprejemljiv to problem. Ampak je treba spet začeti iskati vzroke, tisto, da so prerekli, na notranji ranjenosti, zakaj se nam to dogaja, to zdrav in se bodo tudi te zadeve zdrav. Ker tukaj jaz ne učim nobenih stvari, ki ljudje že ne bi znali. Samo mogoče jo zavestimo, pa da jo lahko zavestno uporabljamo. Znamo pa to vsi početi. To je naša čisto neka naravna dan, božjo to pozabljena. In zdaj se je spominjamo tudi z vašo pomočjo. Mi imamo zdaj ta naš podcast Večer v živo, mi pravimo, da imamo vsebine, ki navdihujejo. Pa me zanima, zakaj na vas to življenje navdihuje najbolj? Narava. Lepota narava. To je barve, morje, rastline, živali. Navdihujejo me tudi ljudje, predvsem v tem smislu, nekakšen čudež smo ljudje. Recimo, kakšen čudež je spočiti otrok. Pa kakšen čudež je recimo umetnost, kar ljudi delamo. Te zadeve to mi je... Ampak vse ljudje smo narava. Tako vse povezano. Tu spet ne bi ločevali, ne? Gospa Iza Login, hvala za navdihujoč pogovor. Res je bil? Hvala. Ja, upam, da bodo poslušalci najbolj kakšen košček zase, pa ki lahko izpije kakšen delček svoje manifestacije, svojega načina manifestiranja. Rada bi se to dodala še, da res verjamem, da vsi znamo in da lahko smo še boljši v tem. In to bi bilo moje sporočilo za poslušalce, če lahko vsi. Seveda. Hvala in počrkam. Res, hvala Iza. Srečno. Srečno. Predno čisto da res rečemo srčno in srečno. Se pravi, z vami sem bila Maja Furman. Najdete nas na Facebook strani Večer v živo, na spletni strani www.vbc.com/poševnica v živo in na YouTube kanalu Večer. Kot so rekli, srčno in srečno, do kmalu. Hvala, srečno. Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo.